Bolniki z multiplo sklerozo radi raziskujemo, kakšne so kaj novosti pri zdravljenju naše bolezni, bodisi tudi pri nastanku in razvoju bolezni multiple skleroze. Eden od bolnikov, ki ima multiplo sklerozo, nam je poslal eno razmišljanje, mogoče bi temu razmišljanju rekli tudi vprašanje. Sledi pa takole. Naša multipla skleroza izvira iz možganov. Kisik naj bi bil element, ki pomaga pri vzdržljivosti, popravljanju celic in ob tem razmišljam, recimo, da telo proizvede premalo rdečih krvničk ali drugače rečeno, ob predelu nastanku lezij ne pride dovolj do kisika, do tega žarišča bolezni, da bi omogočilo popravilo, regeneracijo tega vnetnega procesa oziroma poškodovanega dela možganov. In potem je rezultat MS. Ob brskanju literature se pojavi sledeče vprašanje. Ali mogoče telo pogreša sestavine? Na misel mi je padel Lance Armstrong in doping v kolesarstvo, povečanje kisika v krvi, sestavina eritropoetin. Nisem zdravstveni poznavalec, zanima pa me. To razmišljanje oziroma vprašanje smo posredovali dr. Jožetu Magdiču, specialistu nevrologije, kateri je zaposlen v UKC Maribor. Prejeli smo sledeč odgovor v pisni obliki, za kateremu ga se mu iskreno zahvaljujemo. Nedvomno je kisik potreben za delovanje možganov, vendar ga pri multipli sklerozi ne primanjkuje. Celo nasprotno. V akutnih lezijah, kjer gre za vnetje demielizacijo, je običajno tudi prekrvavitev povečana, pa to ne pomaga pri celjenju ali okrevanju. Tudi pri kroničnih spremembah ni težava pomanjkanje kisika, ampak okvara celic živčevja, ki je tudi povečano delovanje kisika ne more odpraviti. Dokaz za to je zdravljenje v hiperbarični komori, kjer se v kri in telo dovede več kisika, pa to kvečjemu ublaži določene simptome, ne vpliva pa na nevrološko prizadetost. Eritropoetin je druga zgodba. Ta poveča zmožnost prenosa kisika v kri, kar lahko izboljša določene telesne funkcije, vendar ne deluje na živčevje. Skratka, ni veliko argumentov za podporo teorije o tem, da pomanjkanje ali več kisika lahko vpliva na potek multiple skleroze.